Po poročanju avstralskega ABC News je 19-letna gluhoslepa Vanessa Vlajković zavrnila polžev sadek. Vanessa je skoraj popolnoma slepa od rojstva. Ima le 20% vida. Pri 16 letih je še oglušela. Starša sta jo spodbujala, naj se odloči za kohlearni implant oziroma polžev sadek. Vanessa je to možno zavrnila. Je uporabnica znakovnega jezika in brajice. Obiskuje visoko šolo, kjer ji pomagata dva tolmača. Vanessa se z vsem srcem ukvarja s plesom in je tudi navijačica. Ima cilje, ki jih želi doseči v življenju in tako uresničiti svoje sanje. Želi si, da gluhoslepi ne bi bili odrinjeni na rob, ampak da bi kljub svoji invalidnosti lahko uresničili svoje sanje. Po poročanju The Limping Chicken, neodvisnega spletnega portala iz Velike Britanije, ki vsakodnevno poroča o gluhih in objavlja njihove bloge, je gluhi Japonec Satoshi Tamaura postal prvi gluhi v zgodovini, ki je uspešno osvojil vrh najvišje gore na svetu. Sicer je navdušen alpinist, ki pleza že od svojega 13. leta. Navdušena alpinista sta bila že njegov ded in oče in to veselje je podedoval od njiju. Vrh Everesta mu je uspelo osvojiti šele v 3. poskusu. Prvič je bil neuspešen zaradi močnega vetra, drugič mu je leta 2015 vzpon preprečil močan potres v Nepalu, leta 2016 pa mu je podvig končno uspel. Skupino izkušenih alpinistov, ki so mu veliko pomagali in svetovali, je 50-letnemu Japoncu 21. maja ob 7:15 uspel zgodovinski dosežek. Britanski spletni portal časopisa The Telegraph News poroča o gluhi Juliji iz Združenih držav Amerike, ki je želela z mamo v pasjem zavetišču posvojiti kužka. Naletela pa je ne samo na očarljivega, ampak tudi gluhega kužka Walterja. Deklica se je vanj v trenutku zaljubila in ga takoj posvojila. Odpeljala ga je domov in se z njim začela sporazumevati v znakovnem jeziku. Walter je nad novo lastnico navdušen ter se zelo hitro uči in odziva na kretnje, kot so sedi, voda, hrana.